Torej, pozdravljeni v poročnem salonu Krinolina. Danes smo v Ljubljani, skupaj smo se dobili Rok in jaz, ki smo že vedno tukaj, in pa v bistvu Damjana in pa Taja, ki se lahko v začetku mogoče čisto mičkeno predstavite na kratko, da izvemo mičkeno o vama, pa gremo globlje v poročne obleke in ostalo. Bom jaz kar Okej, lahko jaz začnem. Jaz sem Taja. Pri Damjani sem začela delati 7 let nazaj in moje srce je res pri teh oblekah, poročnih, svečanih. Jaz sem kot mala punčka sanjala, da bom to počela, in v bistvu se mi sanje uresničile in zdaj živim te sanje. Z Damjanino pomočjo sem se naučila veliko o tem, tako da trenutno sem lastnica tega salona in vas vse lepo vabim k nam. Postala lastnica, seveda. Jaz sem pa ledino vrala malo prej. Ne vem, koliko je to malo prej, mogoče kar veliko za zdaj, če se pohvalimo lahko, kar pomeni, da bo skoraj 35 let, a ne. In to je nekako taka doba, se mi zdi, ko se že trendi zamenjajo, ko lahko že komentiraš marsikaj. In pač moja pot oblačenja mladoporočencev, se pravi tudi moških, se je začela leta 91, prav tukaj, v tem prostoru pa sem malček manj. Če pa še to povem, da v tem prostoru je stena, kjer stoji še zdaj rimski zid, to se pravi, da so južna vrata tukaj. Plus tega, da je te Velbi so Jakopičeva zeljarna, to se pravi od impresionista, se pravi, energija je res dobra. Pa še galerija slik je bila prej noter, tako da potem je prišla pa Krinolina in poročne obleke. Tako da veselo smo zdaj predali to naprej v druge roke in upam, da bo to uspešno naprej šlo, a ne. Jaz že po tem 15 minutah tukaj z vama čutim, da bo šlo dobro naprej, zato ker v bistvu je taka energija tukaj noter, tako prijetno je. Ko sva z Rokom prišla, se je še v bistvu odvijalo eno kratko pomerjanje, nekaj se je zaključevalo ravno in sem tudi videl, koliko v bistvu, koliko lepo je tukaj pač, koliko sta punci, ki sta bile tukaj, v bistvu uživali in koliko sta se smejale, da ni bilo dejansko to zdaj toliko preveč uradno vse skupaj, ampak v bistvu si se jima toliko prilagodila, da je izgleda res luštno. Zdaj bi pa mogoče še sebe pohvalil, no. Jaz sem pa 12 let v poročni industriji, pa moram zdaj pa se malo odhvaliti pa reči, da v poročnih oblekah pa ne vem kaj dosti, no. Tako da bom v bistvu danes spraševal tudi bolj kot nekdo, ki še ni poročen, ki še ni šel čez to, tako da kot nekdo, ki stopi čez ta vrata večinoma in v bistvu verjetno ne ženjeni, ne neveste ne vejo, mislim, verjetno vejo, kaj iščejo, ampak ko izvejo vse informacije, pa po moje se jim odprejo nove razsežnosti o tem, kako lahko izgleda in kako udobno jim je lahko in tako naprej. Kar izvoli. Ja, saj to je v bistvu zelo pomembno, ker zdaj tisti, ki imajo srečo, bom jaz temu rekla, iščejo obleko res samo enkrat v življenju, ne. Jaz večkrat puncam rečem, ni to tako, kot da bi šel poletno oblekco kupovat, a ne. In to je recimo že en zelo pomemben začetek, ker se punce ali bojijo pomerjanja ali pa si tudi preveč težko nalogo že pri sebi v glavi naredijo in potem, ko iščejo, se malo zakomplicira lahko vse skupaj, a ne. Tako da sem zelo vesela, da bova lahko dale v bistvu nekaj informacij o tem, kako začeti iskati in kako to tudi najlažje speljati z najmanj drame, če lahko temu tako rečemo. Ja, mislim, recimo iz filmov in podobne vsebine, kjer velikokrat dobimo preveč informacij, ko tudi niso resnične, imamo ta občutek lahko hitro, da je pač to zelo taka stresna situacija in stresen pač del organiziranja poroke. Pa jaz mislim, da ne bi smel biti. Sicer nisem še svoje poroke nikoli organiziral, ampak se mi zdi, da bi mogli pač neveste in ženini v bistvu v tem uživati in pač priti do prave obleke z nekim lepim procesom, a ne. Ja, res je, v bistvu dostop do vseh medijev dandanes, vseh socialnih omrežij in tudi pač revije, filmi, kot si že omenil, dajejo kar velik, v bistvu visok standard in tudi standard in kaj izbrati in kako izbrati, a ne. V bistvu je pa to
lahko veliko bolj sproščeno, veliko bolj zabavno. In ja, to je tudi mogoče cilj današnjega pogovora iz najne strani, da v bistvu pomagamo, pa puncem povemo, da ne rabijo si zakomplicirati življenje zaradi tega. A ne? Odlično. Prvi nasvet, pa zelo pomemben po moje. Ja? Damjana, zdaj boš pa ti na vrsti. Ko sem stopil noter, oziroma sem že bil tukaj, ko si ti prišla v salon danes, sem zvedel, da si tudi mentorca pri pisanju diplom in podobnih vsebin, kakorkoli. In ko sem dobil nek kratek spisek pač tega, kako so se poročne obleke razvijale od leta 91, kot je bilo prej slišano, pa do danes, sem videl nekaj zanimivih iztočnic, od kje so se sploh črpale ideje in tako. Ena od njih so bili neki Guns N' Roses tudi povezani z njo in tako naprej. Tako, ja, Bi ti mogoče tukaj dal za besedo, pa mislim, da... Ker takoj začnemo Ja, na dajva. začetku. Ja, evo, 91. leta, sem nekako zavihala rokave in začela. Zelo enostavno pač najela prostor, ki je bila prej bivša galerija in nabavila po svoji najboljši veri, kaj je bil moj okus in kaj mislim, da bi, ne veste, rade imele. Tukaj moram reči, da sem tudi veliko kiksala, ampak če poslušaš sebe in potem to nekako znaš zapakirati in prodaš, bom rekla, da tudi ta Guns N' Roses je bila dobra fora, ker sem s tem mogoče dobila tudi eno malo večjo prepoznavnost. Takrat ni bilo veliko teh salonov, sem bila ena prvih, sploh pa ena prvih, ki je začela z izposojo. Tako da zdaj rečemo v današnjem času, da se lahko pohvalimo tudi, da smo trajnostni, to se pravi danes recikliranje, vse tele nove stvari, ki se materiali na novo uporabljajo. Tako da takrat niti nisem se zavedala tega, ampak ja, to sem vedno hotela delati. In jaz sem imela blazno voljo, da stvari, ki so že bile uporabljene, jih naprej spet, kako se reče, redizajniramo. Ja. No, in Guns N' Roses je bil recimo leta 91 in pesem November Rain zelo, zelo slavna. To se pravi rockovska štorija v eni cerkvi. In potem obleka, ki je bila takrat res boom na vseh koncih, nam rekla takrat še zahoda, vzhoda, ali kaj vem, kjer je videl, to se pravi kratka obleka, napihnjena malček, lepa manekenka, slavna, potem pa korzetna obleka, vsega veliko, ampak res hoja po tisti cerkveni ladji je očitno vse omrežila. In jaz sem rekla, to obleko moram dobiti in dejansko sem jo, ne prav tisto njeno seveda, ampak nekaj podobnega. In nekako so potem, sem bila kar dosti prepoznavna kot malo drzna. No, ni bilo pol konc, leta 92 spet Šadeja Du, naredila No Ordinary Love, recimo pa topek, trebuh ven, pajkice, oziroma takrat niso bile pajkice, ampak so bile neke ozke hlače in čez krinolina prosojna z marabunojevim perjem, ko je tekla bosa po plaži na sred tako noči osvetljena. To je bilo pa spet nekaj toliko magičnega, sem rekla, če bi se še enkrat poročila, bi bila jaz taka. No in potem sem dejansko sama z nekim šivanjem plus z pomočjo, pa celo pač v Zagrebu so mi eni kreatorji pomagali narediti to krinolino in tudi ta je bila potem ne tako komercialno uspešna, ampak ta je bila moja. In odtlej naprej se mi zdi, da sem pol poletela malo tako bolj v kreativnost. Tako da, lepo, ja. Naprej pa da rečemo, trendi, kot pa grejo, so pa tudi v Sloveniji zelo hitro šli v smer kot na zahodu, tako da bom rekla, da od takrat naprej se kar moda menja po dekadah. Na kaj pa vpliva pač to, ko se moda spremeni? A je vedno tako, da recimo nek prepoznaven videospot, nek film, kaj takega vpliva na to, tudi na poročne obleke in podobno? Ja, vse. Čeprav bom jaz rekla, tukaj je moda in proizvajalci so tisti, ki dejansko
morajo pač narediti posel. a ne. To se pravi, mi, ko gremo v nabavo oblek, gremo na sejme, tam nam prikažejo, kaj je zdaj v trendu in kot za nalašč, seveda, če je zdaj konec dekade, pa je bila prej čipka, bo zdaj dal totalni minimalizem. Potem, ko bo tega konc, boš se šlo v totalno razkošje. To je tako, kot je bilo recimo v, ne vem, po vojni je bilo nič, ker ni bilo blaga, potem je bila 50. hollywoodski glamur, naprej totalni minimalizem 60-ih, potem boho hipijevi zadeva, to se pravi v 70-ih in kaj pol, vsi kreatorji, manekenke, Armani in vse to, slava 80-ih, največ kiča, največ vsega, kar se je dal in zdaj je prav podobno, samo da je to zdaj še bolj na kratka obdobja, tako da mi moramo čedalje več kupovati, zapravljati, neveste so čedalje bolj zmedene in enostavno ta krog je ta, da vpliva, vendar pol pa seveda še razni taki, bom rekla, videospoti oziroma zdaj platforme, na katerih se razni vplivnice, vplivneži, pojavniki, obleki in potem hočejo vsi imeti ta material in tako. Paris Hilton je imela nek material, na koncu ga vsi proizvajalci naredili, ampak to ni šlo. Ker ne gre vse. Vedno se pa ne primejo ideje slavnih in ne. bogatih, a ne? Ne. Ja, še ena stvar, ko je bila ravno zdaj omenjena. Koliko velika je pa razlika med tem, kaj je bilo recimo leta 91 ali pa v vaših začetkih pa zdaj pri poročnih oblekah ali pa tudi pri količini poročnih oblek, pri količini izbire. Ker vem, da jaz imam zelo veliko težavo s tem, ko je prevelika izbira na voljo. Že, če jogurt kupuješ v trgovini, pa jih je preveč, ne veš, kjer ga bi vzel na koncu. Točno to. Kakšna je razlika med tvojim začetkom in tem, s čemer se zdaj resno taja ubada? Ja, bom jaz rekla za nazaj, da meni se zdi, da je bilo nam lažje. Kljub temu, da je bilo nič, pa pol manj stvari za dobiti. Zdaj, če pogledam, pač mladi imajo itak vsega preveč, vsi mi, no ne samo mladi, in da se je težje odločati. a ne. Tako kot si rekel, a ne, je odločena nevesta, ki nekako ve, kaj bi imela, je nekako ok, ampak tista, ki se pa ne znajde, pa se pusti vplivati svojim prijateljicam in tem, ki pridejo zraven, tam bom pa rekla, da je kažin, tako da tukaj pa nastopi pol recimo svetovalka, svetovalci in moramo včasih kar zelo grobo poseči, da to stvar umirimo, da sploh pridemo do nekega zaključka, ker sicer vse obvisi nekje in so vse nesrečne, ker je vsega preveč, točno to. No, sej, malo smo se že dotaknili tega, ampak kakšne v bistvu vrste poročnih oblek pa tudi pri vas ponujate, pa kako pogosto, glede na to, koliko se zdaj obrača neke trendi, pa dopolnjujete neke svoje kolekcije? No, še kaj ti? Pri nas se trudimo, da je izbira čim bolj raznovrstna. Torej, kar se stilov tiče, blaga in dolžin, recimo, se trudimo, da je vsega dovolj. Zdaj seveda imaš nek krog stranke, mi rečemo, vsak salon ima mogoče nek svoj stil in pol sigurno privlačiš nekoga, ki se najde v tem stilu. Tudi v salonu imamo vsi v bistvu na spletni strani že predstavljene obleke, tako da stranka lahko preden pride k tebi že pogleda in vidi, ali ji tvoj stil odgovarja, a ne. Tako da še vedno se večinoma v Sloveniji ta trenutek pač nosijo dolge obleke, tu in tam kakšna pride, ki bi želela imeti tudi kratko ali pa kaj posebnega, ampak ja, no, smo še vedno v dolgih poročnih oblekah. Zdaj, koliko pa dopolnjujemo, pa v bistvu vsako leto, kakor je že Damjana prej povedala, se gre na sejem, se pogleda, kaj je nova kolekcija, se spozna s trendi in posledično se tudi v bistvu naroči obleke, a ne. Tako da ni zdaj tukaj, da bi bilo nekega mogoče, bi človek rekel, da to traja, ampak moraš slediti trendom, ker se tako hitro menjujejo in seveda pa tudi povpraševanju, a ne. Ja, ampak potem tudi mi še kaj predelamo oziroma vidimo, zdaj pa tle so te rokavi bili, a ne, to se pravi 2010 pa naprej, nekako je bilo začetek lansiranja rokavov, ampak to ni šlo. In potem smo v bistvu to dol dale in na koncu je bila obleka prav v redu, mogoče še zamenjaš kakšno detajlček in če vidiš, da je prebogata, pa da mogoče je moteče, kaj pretežka, odvzamemo neko plast in potem pač ja, seveda to prodaš, ker seveda tudi prodajamo obleke, to je v bistvu fajn za tega, ker če ne bi imeli, ne vem,
oblek za cel Maxi Market v 3 štukih. Ne. Tako da problematika v bistvu vseh salonov je, da se dejansko moda tako hitro spreminja. Čeprav bi laik rekel, joj, belo, vse belo, ne, ampak to ni tako, ne. Se pravi, da so jim barve, različice belih, ki so pomembne, kako bo pa moški izbral obleko. Pol so drugič bolj zlatkaste, bogatejši, mogoče malo bolj kontrastni detajli. Vsega moraš pa imeti, ne, v tistem trenutku, ko ti nekdo noter stopi, ko vidi na Pinterestu določene obleke, hočem tole. V redu, ne, to se pravi, ti moraš biti pa na to pripravljen. Tako da. Je pa tukaj še recimo ena stvar, ki smo se zdaj teh trendov dotaknili, ki bi jo jaz zelo rada izpostavljala. Super je, da so neki trendi, da se stvari spreminjajo in vse skupaj. Ampak na koncu konca je najbolj važno, da vsaka nevesta posluša sebe, svoje srce. Ni važno, koliko je obleka, katera kolekcija je, koliko je stara, če se ti v njej počutiš super, pač je to. In lahko je mogoče za marsikoga premoderna, tudi to je težava, recimo, sploh če pripelje zraven kakšne starše, babice in tako. Lahko so stvari pač, ne vem, kdo reče, ok, to se pa že vidi, da je pa kako leto starejše ali pa kakorkoli, ampak če se nevesta, a ne, toliko smo preveč zbombardirani s temi trendi, da to hočem izpostaviti v tem trenutku, da niso v bistvu trendi sploh pomembni. In jaz to zelo rada izpostavim, ko pridemo do neke obleke, ki je pa taka večna, bi temu rekli, ki pač je neka klasika. In tudi stranki to poudarim, lej, mogoče se ti zdajle zdi premalo ali pa preveč ali pa nekaj za te trende, ki so trenutno. Samo, ko boš pa ti čez 30 let pogledala nazaj sliko, pa ne boš, ne vem, svojemu vnuku ali pa hčeri kazala, ne, in rekla, ja, saj mogoče se ti zdaj tole zdi hecno, ampak takrat je bilo to moderno. Ker recimo to jaz od svoje mamice poslušam, sicer z maturantsko obleko, ne poročno, ampak recimo takrat je bilo nekaj v trendu, ona je ful to nosila in ko sem bila jaz maturantka, ona to meni pokazala in jo je bilo tako, kakor je bila ponosna na obleko, ker takrat ve, da je blestela v njej, ampak zdaj je bila pa mogoče za te čase hecna, ne. In to je recimo tudi ena stvar, ki jaz rada pri nevestah poudarim, nema veze, če se ti dobro počutiš, pojdi z njo naprej in v bistvu uživaj v njej in naj bo to tvoja obleka. Pri poročni fotografiji je podobno, a ne? Trendi se skozi spreminjajo, vedno je nekaj novega, sploh zdaj z Instagramom in ostalimi aplikacijami se to vidi vsak dan, kaj je novega. In recimo jaz kot poročni fotograf pač dam možnost paru, pač, če želita, jaz vam pač pošljem po vsaki poroki, en dan po poroki takoj en paketek fotografij, ki so že malo obdelane, tako da pač vidijo, v kakem stilu bodo dobili fotografije. In jim rečem, pač, če želite, lahko naredimo pač nekaj po vajini želji, ker so to na koncu vajine fotografije. Ampak ne zdaj iti v nek trend nekih potovalnih vlogerjev, pa to, ker to nima veze s poroko, pač to je izdelek oziroma pač fotoknjiga, recimo nekaj, kar bo z vama celo življenje. To ne more biti zdaj neki ful, ne vem koliko barn, pa ne vem HDR, pa tako naprej, ker žal vam bo čez leta, si predstavljam. No, ali pa da sploh nista ona dva tista igralca, ki bosta lahko to odigrala, kar sta si izbrala, ne? Tudi to, Ker dejansko nekdo hoče nekaj, kar ni, sploh ne bi potem znala se tako postaviti, ali pa ne vem, kje se bo. Ne bi uživala v tej vlogi, Ne bi konec uživala koncev, točno to, ne bi bila to je sproščena nasilo. zaradi tega. Ja. Da vzameš nekaj samo zato, ker je v trendu, čeprav ti to nisi mogoče, ne. In ko sem pri sproščenem, pa še enem prej, me pa zanima, kdo vse pride na pomerjanje zraven neveste, recimo, ali pa ženina, čeprav si predstavljam, pri nevestah pride večkrat celo spremstvo. A že v klicu prej, ali pa pač v naročeno prek maila, kakorkoli, a že svetujete, kdaj pač koliko ljudi lahko prije z vama, oziroma kakšno omejitev pa tako naprej, ali pač jim pustite čisto proste roke, kaj ste se naučili čez leta? Ja, to je ena tema, ki bi jo lahko človek govoril Dve o njej in je veliko zgodbic na to temo, ampak mi omejujemo sicer ne števila ljudi, spremljevalcev, zdaj nekako glede na prostor, velikost prostora in vsega, da je še vseeno udobno, priporočamo kot 3-4 spremljevalke zraven, ampak bolj kot količina spremljevalk je pomembno, koga ti pripelješ sem.
Ravno včeraj na sejmu me je to tudi ena nevesta vprašala, če imamo kaj omejitev, koliko ljudi pripelje. Jaz sem rekla, ne, lahko jih pripelješ 10 zaradi mene, tudi prišli jih je že 10 ali pa še kakšna več, kdaj noter, ne. Tudi družinska srečanja smo že tle imeli, ker so z vsega konca Slovenije prišli, pa je tudi moški zraven, pa so potem tle se našli. Ampak to sem nikoli ni dobro končali. To je bilo treba posteči rigorozno vmes, ko smo rekli, lejte, zdaj pa tega šova je dost, pa mogoče zaključimo pa nadaljujemo drugič, če nam je prav ali pa ne, ker to je brez veze. Tratenje časa, ker to je bil že pol drama. Ampak ne, kar hočem jaz prvo, da dokončam, mogoče, kar sem jaz hotela povedati, je to, da pripelj s sabo tistega, ki bo iskal obleko za tebe, jaz rečem v enem stavku. Ja. Preveč se srečamo s tem, da v bistvu ljudje potem iščejo obleko tako, kot bi jo sami hoteli in nevesti to vsiljujejo, a ne, da so tudi, ne vem, nesramni s komentarji, vsak ima rad tudi seveda realne komentarje, ne da ti samo hvališ, da je vse lepo pa vse prav. Ne, nevesta rabi nekoga, ki jo tudi recimo trdna tla postavi, pa in nekdo nek drug vidik pove ali pa nekaj, a ne, ker včasih se tudi tira zaljubi v neko idejo v glavi in ker to najde, je to super, ne, pa v bistvu malo je tukaj srečna s tem, da je našla, kar je imela mogoče prej na fotografiji, pa v glavi, da posledično pozabi gledati na to, kaj je odsev v ogledalu, a ne, pravi. In super je, da imaš nekoga, ki ti pove, ampak na kakšen način to poveš, je zelo pomembno. In pa tudi, se pravi, no, predvsem to, da ne nosijo punce obleke k njej, pa ji kažejo take, ki bi one same recimo oblekle. Ali je že mimo njihova poroka, pa jim je tudi njim žal, da so napačno zbrale in zdaj hočejo to vsiliti, ali pa pač še niso prišli do tega trenutka in pač živijo sanje zdaj prek te neveste, a ne svoje in je problem. Zdaj pa, ja, mogoče vsak kaki izkušnjah, evo pa lahko Damjani dam mikrofon, ki je že to hotela zdaj povedati malo. Mislim, točno to, kar si rekla, to se pravi, da išče, ni družica, ampak ocenjevalka, kaj bi ona imela in potegne ven, ne vem, ozko, gladko obleko, ki dejansko ne more biti za tole nevesto, ker ima čisto drugo postavo in je vidiš jo niti za aviona, da bi ona bila, niti jo ni zbrala takoj, ne, ker najprej zberemo, katere bi si nevesta zbrala, potem skupaj zberejo, ampak naknadno vidiš, kako določene potem uletijo z idejami in ko se to nadaljuje in nadaljuje, enostavno moraš kot dober svetovalec ali pa psiholog biti zelo dober, da na lep način zapakiraš, kako boš umiril telih 5 punc, ki dejansko uničujejo vse skupaj in ne bomo prišli do nekega zaključka, da bi sploh, in vidim, da nevesta, bodoča, pa skoraj zleze že, ker se ne vidi v nobeni in je izgubila voljo, da bo sploh imela kakšno obleko, ker ji kao nič ne paše. In takrat recimo je fajn, da ti posežeš pa rečeš, seveda v dovoljenju z nevesto, v kabini intimno, ali bi vi danes to zaključili, ker se mi zdi, da to nič ne bomo. In reče, ja. No in potem imam jaz seveda dovoljenje in mirno pridem in nekoč sem rekla tako za roka, mislim, ka drage moje dame, tale predstava danes se bo pa predčasno zaključila, ker, ne vem, bolezen v ansamblu, ne vem, kaj sem rekla, in so me vse gledale in se, kaj veste kaj, jaz bom zdaj odšla, ker škoda tudi mojega časa, ker takole, kar se vi greste, niste do mene nesramne, jaz bom že preživela. Ampak do nje, ki je vaša prijateljica, in jaz temu ne bi rekla, da je tako. Tako da, vi se zmenite, pa pridete v manjšem številu ali v drugi ekipi, ker bo to dobro za njo. Ona je danes tista kraljica, ki jo moramo obleči in se zahvaljujem za sodelovanje in odidem. Potem pa, tako, buf, tema, kaj zdaj, koliko nesramna verjetno. Ampak ta punca je prišla, ne vem, čez en dan, sama, ker je bila toliko upečena in je rekla, veste kaj, nobenega nam več poslušala. Samo tukaj bom in vam zaupam in sva zbrali obleko 1, 2, 3, bila je zadovoljna in meni se je zdelo takrat, da dejansko taki načini so res skrajni, ampak če je treba, se postaviš. Imaš neko svoje ime in greš lahko v to smer tudi, a ne? Še eno vprašanje se mi je vmes postavilo, seveda, da danes bo tako, da bomo veliko vprašanj dobili iz samega pogovora, se mi zdi, kar je odlično. Ja. Koliko primerov pa je takih? Si predstavljam, da pa še vseeno dejansko so to zelo redki primeri ali pa da to se ne dogaja zdaj
tako na redni bazi. Ma ni to velik, ne, ampak recimo tisti, ki pa je, včasih se ti pa kar zasidra in moram reči, da si tako besen, da včasih si kar tam le moraš odmakniti in parkrat globoko dihati, ne. Ampak nikoli nisem pa bila, da recimo tako naknadno kaj, da bi dobila nazaj neko negativno zadevo, kvečjemu pozitivno. Ko je bila pa recimo ena maturantska štorija, ne vem, neke posesivne mame, ki je res hotela vse sama namesto maturantke in potem sem jo pač poslala malo ven na cigaret, sem rekla, dajte vi tamle bo najboljš, bova midva zbrali, pa sem skrajšala situacijo in je naslednji dan prišel taksi z rožami in za eno steklenico in je napisan bil gor posvetilo, hvala vam, da ste na tak način stvari speljali do konca, ker sicer mi ne bi šli na maturantski ples. Torej, sem rekla, evo, še ena taka v bistvu notica, da dejansko ne posegaš preveč, če včasih tudi malo zaropataš, ker danes se mi zdi, da ljudje smo šli čez rob dobrega okusa in se mi, da se vsi dovolijo vse. Ker da so vsi najboljši poznavalci, tisti, ki pridejo zaradi ene same svoje izkušnje, ali pa sploh pa te mame, žlahte, to je včasih kar do skrajnosti naporno. Ampak ko imaš pa pol dobre stranke, ki so večinoma, ti pa to res pol navdaja, da delaš dobro in da delaš z mladimi ljudmi, s srečnim dogodkom, da je za vsakega to enkratna, recimo, lepa zabava, prilika, nisem maturantski ples, ne, in ne vem, valeta, razne diplome, kaj še vse, plesi na Dunaju in tako naprej. To so res lepi dogodki in tle mislim, da je vredno vztrajati, če imaš en tak srčen občutek, da delaš prav in mislim, da tudi daš to vedeti strankam. Ja, in tu se tudi v bistvu pokaže, koliko v bistvu je pomembna vloga svetovalca pri temu. Ker pa človek v toliko napačne smeri gre. Se jaz rečem, ko so moje tele sodelavke prihajale, ki seveda kar v tolikih letih fluktuacija je bila kar velika, da sem vsaki rekla, Senka, drage moje, tlele moraš biti tudi psiholog. Ker ni se ne da tega naučiti prav zelo, ampak moraš imeti dojeti in srcem biti in odprte oči in vedno v neki pozi, da boš ti njim pomagal in da si zato tukaj, ker potem šele te spoštujejo. Velikokrat se zgodi, da te nekdo niti z očmi ne pogleda, po nekih 15 minutah, recimo pristopiš bolj v njihov intimni pas in primeš za roko in daš vedeti, da si tukaj z očmi, nekako prideš v bližino in rečeš, lejte, dajte se tamle usesti, pa uživite, bomo mi vam, ne, vi boste pa samo komentirali. In moraš ustaviti in to se mi zdi, da je kar velika, ko bi reklo, znanja treba, da tle do sem prideš. Tako da bom kar takoj povedala. Ona, ko je stopila v salon, je imela ta si in je že ob prvi nevesti, mislim, da je bila ena voditeljica. Sred razgovora za službo je nekdo preseneten. No, kar ti povej. Jaz se tega ne spomnim čisto, ker jaz sem bila itak takrat malo živčki, vsem si na razgovoru, ne. Ampak ja, vem, da so tamle sedele pri oknu in ona že trka na okno in še Damjana rekla, joj, pa nisem nič zmenjena. Spet nekdo sam pride, ne, pa se nič ne naroči in pa je videla, da je oseba, ki jo pozna, ki pač že sodelujeta dlje časa in sem jaz rekla, jaz imam čas, lahko počakam, bom gledala, bomo pa zvala, ne, da malo vidim, kaj se dogaja, ampak mislim, da sem pol kar hitro Uskočila in začela. In sploh sem bila brez besed, ker je v trenutku znala obleke, ki je videla, od kje sem jih vzela, jih je dala nazaj, dala je konstruktivna mnenja in kar vedela je veliko stvari in ni bila, kako bi rekla, agresivna v tem nekem, ker lahko bi mogoče se meni hotela izkazati, ampak je bilo perfekt. Tako da sem rekla, tale pa obeta, tako da v glavnem po vseh razgovorih je potem na koncu naredila vtis očitno prav s tem, da je bila tako karizmatična in da je tudi ta stranka, ki oziroma je bila kar ena voditeljica znana, je v bistvu pohvalila. Bravo, da.
No, pa da zdaj malo, v bistvu prešaltamo nazaj na poroke in vse. Pa kdaj recimo, koliko časa prej se priporoča nevestam, da zbirajo obleko? Evo, kot ti govori, izvoli. To je zelo tako vprašanje, ki je v bistvu dosti nehvaležno, ker ni nekega pravila. V bistvu fajn je vse dosti časa prej. Govorimo o 10 mesecev, pol leta vsaj prej. Ampak niti ne toliko, da bi mi mogli mogoče to toliko časa preveriti. Gre se za to, da je izbira v tem času mogoče, če gledamo, da je poročna sezona nekje od aprila pa do septembra, ta najbolj, mislim, takrat je največ porok, a ne? In enostavno so ti tudi neki datumi, zdaj je to ful popularno, da je tudi številkami zelo povezane. In včasih je potem kar razočaranje, ker pač punce pridejo malo kasneje in pa rečeš, to ni več na voljo, to ni več na voljo, to ni več na voljo. In jim vidiš, da jim že takoj pri štartu pomirjanja razočaranje pride, ne. Tako da samo iz tega razloga jaz pravim, ni v bistvu prehiter. Ene potem tudi še rečejo, ja, pa bi mogoče kaj spremenile, kar se postave tiče. Tako, jaz rečem, saj to ni problem, ker vseeno ti ne boš toliko se spremenil, da bi zdaj bil čisto druga oseba. Najbrž vseeno ni to toliko časa, ne. Ampak pomirjanje oziroma mere se pa vzemajo tako ali tako na koncu, a ne. Tako da jaz mislim, da ne more biti prehiter. Pa še ena stvar je, ne. Vsi smo zdaj iz tega poročnega foha, ne. Vemo, koliko je dela s poroko, ne. In jaz pravim, vsaka kljukica, ki jo narediš, je super. Je pa še ena stvar, zelo pomembna, in to je, da ko pa izbereš obleko, pa nehaš razmišljati o tem, nehaš gledati, kaj vse je še prišlo, kaj je na novo v trendu ali pa karkoli. Ali pa kaj te kakšna teta iz Amerike, ki pride, pa ji pokažeš, kaj imaš, pa je razočarana, pa reče, to ti pa ne paše. In Čim manj se kazati. zmedejo punce še kakšne in pridejo tudi nazaj in rečejo, jaz pa nisem prepričana, sem rekla, itak, da bomo še enkrat šli skozi, valjda, da morate biti zadovoljna. Ampak v večini primerov ostanemo kar na tisti prvi izbiri, samo potešitev te boge neveste je pa potrebna za to, da v bistvu je ona zadovoljna in da ve, da je pravo obliko zbrala, samo so pa motilci vmes, prav takole. Zakaj gledaš zdaj? Jaz si izbral ploščice v trgovini, tamle čakaš, da ti bojo naredili, to je to, ne gledaj spet istih ploščic. Kaj boš namenil, ne moreš. Tukaj imam jaz eno, mogoče malo drugo prispodobo, kakor si ti zdaj ploščice dala. Jaz vsaki nevesti rečem, pa se moški še tudi ogromno na svetu. A si se odločila za njega? Si nehala gledati po drugih? Ja, enkrat si se odločila, si rekla ja, in pol recimo, da nehaš gledati, ne. Tak je plan. Če ne bo šlo v Pri nedogled. vsaki stvari danes pač, če gledaš, lahko pride nekaj boljšega. In tudi hišo enkrat kupiš, pa vidiš, da, ne vem, nekdo od prijatelji pa nekaj boljšega kupil, pa večga, pa ne boš se zdaj zaradi tega kar na novo šel iskat, ne. Pač moraš imeti tudi ono, stati za sabo, zaupati si, in to je pa mogoče zaupanje, je pa na tem mestu, ki si Damjana omenila. Veliko se ono ne pusti slikati. Mi pustimo, ampak zakaj ne pustijo slikati? Marsikdo si najbrž misli zato, da ti ne bi okrog potem v konkurenci šel pa kazati te slike, pa kakor neke take informacije ven delal. Ampak ne gre se sploh za to. Zakaj se gre? Zato, da mogoče v tistem trenutku svetloba ni ta prava. Da mogoče v tistem trenutku se ti pačiš zraven, da te neka oseba slika pod čudnim kotom in pol ti gledaš tisto sliko čez par mesecev in kažeš jo vsem okrog in vsak komentira. Ljudje smo različni. Sigurno ne more biti meni pa nekomu nekaj isto všeč. Hvala Bogu, kako pa bi bilo, če bi nam bilo vsem isto všeč. Čudna, ne? In zato je fajn, da to sliko čim manj tudi ti gledaš. Bolj je pomembno, jaz pravim, da si tisti trenutek, ko zbereš obleko, zapreš oči, podoživiš pa shraniš v glavo ta moment, ta trenutek, kako se počutiš v njej, da si ti v tem trenutku, ko si jo zbrala, bila najsrečnejša na svetu in ta trenutek, v bistvu pa ta moment, ta spomin nosi s sabo. Ja, ker tako kot je že Damjana omenila, so že prišle nazaj, so rekle, nisem več prepričana v obleko, ni problema, smo šli še enkrat, kaj se je zgodilo, na koncu isto obleko zbrali, recimo. Ampak so imele čudno fotografijo, ena teta je rekla, da to je pa čisto grozna obleka, a ne, ker je pokazala okrog.
In na koncu, ko je pa oblekla, je pa vedela, zakaj jo je zbrala. Ne? No, ampak še to bi pa tudi rekla, da apeliram na vse tiste, ki pridejo zraven, če že pridejo, naj bojo prava komisija. Kar pomeni, da se potrudijo narediti fotografijo, ne da jih je 100, da recimo komod sediš v stolu in fotkaš tole obleko 100-krat. Nič nisi naredil. A se lahko ustaneš, greš v pravi kot, pogledaš, kje je mogoče svetloba, da vidiš najboljšo možno varianto in eno ohraniš, pol druge zbriš, gremo naprej. Ne pa, da je 1000 fotk, ker na koncu nič ne veš. In jaz vidim, ko se to dogodi, takrat mi kar malo nori, vse in si rečem, lejte, a lahko jaz vam pokažem, kako bi to moglo biti, pa dajte rajmo narediti kratek video, pa pejte naokrog, ona se giba, druge so to sence, vse drugače kot statika, od tega boste največ imela. Mogoče eno spred, vzad, ampak tukaj ste zato, hodite, saj imamo dosti prostora. In sem pač alergična na grozne, grde fotografije, ampak bom rekla, da polovica vseh teh, ki pride, ne naredi nič fajn. In potem, ko tisti vidiš, včasih posežem, jaz sem malo bolj strejta, jaz sem že malo starejša, si kar to dovolim, in rečem, lejte, a vi bi tole zdaj imela za ogledati, ko te prišla nazaj, ker ni v redu to, na to, ker se navežem. No in zato rečem, prava komisija, tisti, ki to delajo, da slikajo, fotkajo, morajo se potruditi in zbrisati, kar ni imeti za noter v arhivu in tle smo po moje tudi z vami na istem. Mogoče moramo narediti skupen paket. Mogoče moramo mi biti zraven fotografi, ko se pomerja, pa dejansko narediti fotko tako, kot je treba, ker jaz, ki mi neveste pokažejo, le tako obleko bo imela ali pa kaj, pa jo gledam, pa gledam punco v živo, ko sedi pri mene na sestanku, pa jih včasih ne prepoznaš, pa se ne pravim, ampak tako, že tako je poročna obleka, je že drugačen občutek, ko enkrat nevesta obleče, pa vse že to je velik pritisk, sploh pol na poročen dan, in drugačno energijo dodaja, drugače zgleda in dejansko mora človek vedeti, kako pač postopati v tem primeru in kako pač tudi fotografirati, ker ni sam klikanje po telefonu, ni fotografiranje, vse ostalo je, klik je pač zadnja stvar, ko se zgodi. No, v bistvu dajmo iti na proces pri vas, kako v bistvu poteka. Kaj so informacije, ko se jih rabi od neveste, ženina? No, ne bom preveč govoril, najbolj kar vama prepustim. Kako v bistvu poteka cel sistem? A boš ti jaz? Kar lahko. Jaz bi to probala zelo skrajšati. No, glavno, kaj je bistvo danes? Mogoče, če še to ne vežem, da danes je vse bistveno lažje ali po drugi strani težje, vendar, če si ti odločiš za stil poroke, jaz vedno vprašam, recimo, stranko prv, enih, rečemo saj, ne vem, minuto, dve, da vprašam, se pravi, kakšen stil si je zamišljala, kje bo poroka, koliko svatov bo, ali je nevesta zelo plesoča, a bo tej obleki celo noč, zdaj skozi moške odrinjam, ampak tudi njih, recimo, tudi kaj tazga vprašamo. Dejansko je to ful pomembno, ker mogoče vizija, kar si ona zamisla na tisti fotografiji, ki je blazem bila všeč cela reč, cel paket, ampak ona dejansko ni takšna. In vidim, da niti ne bo hodila tako, ne zna biti takšna, da si izbere čisto kaj narobe, ampak dobro, to bomo videli zdaj naprej, samo dejansko so to pomembni faktorji. In jaz recimo še vedno pa recimo 5 stavkov vprašam, kako ste pa vi s petami. To je zato, ker pri nas, ker imamo tudi izposojo, je dolžina obleke izredno kočljiva, ker imamo največ dela s tem in res najbolj ne maramo, da se potem nevesta, ki je tukaj v 10 centimetrskih petah, potem, ne vem, čez 5 ur svobodno preobuje v neke teniske, v superge, v balerinke ali nič, bosa noga, super, ampak potem se moraš tudi preobleči. Ker če ti mi naredimo dolžino na toliko, potem, ko greš ti dol, boš za cel žur najbolj trpela v predolgi obleki, jo boš strgala, kar ne bo dobro ne zate, ne za nas. In to je recimo tista stvar, ki jo jaz vedno potem na koncu, vprašam vse, še tle pobaram. In potem vidimo, kam stvar pelje.
In kako ste si pa pol zamislili, najbrž boste imela, ne? Vi kakšno kratko oblekico, ker slišim, da ste zelo živahna. Ne, jaz bom kar skozi v tej obleki, saj zato pa mi povejte vi, kako naj. Saj kaj, ja, to ne bo šlo, ne? Vlečka tukaj se ne da dobro spet, je težka. Zdaj, ali si boste vzeli čevlje s platformo, da bomo te dolžine potem šli na isto višino in tako naprej. No. To recimo bi bile pri obleki, te prve, ki so najbolj pomembne. Ali pa tudi, če je ona v naravi, ali pa za fotografiranje, ki slišim, kaj vse govorijo, da bo tekla po polju od sončnic. To recimo mi je vsakič, kdo pride iz Prekmurja, pa še imam tak par cvetk, rečem, lejte, tole pa ne bo šlo. Obleka je tilasta ali kakršnakoli obleka. Če bo fotograf rekel, da boste vi letela in se držala in šla čez te, kako se reče, grobe, se pravi liste, to definitivno boste zapela in je to konc. Skratka, to ne. Tako? Ali pa recimo včasih dela še ena poročim se v točcu, so ravno prebarvali en most za neko sandolinso, ker je bil zelo star les. In kaj pol prišlo? Da so se obleke vlečke zatikale, one so pa čez ta most letele in so se in strgale in ostale so noter te drske. Barva, ki ni šla ven, tako da lahko bi o tem še marsikaj govorili, ampak na koncu mi kar to dobro se poštimamo, zato pa kar bom rekla, pri svetovalkah, ki so, ali pa puncah, ki tukaj jaz rečem, dajte se veliko pogovarjati. Da ti že tekom 1 ure iz njih, ko se oni pogovarjajo, zveš, kje bo, kaj bo, kakšna je in kaj si predstavlja. Ne? Ali pa, da se bom, fotograf je rekel, se bom valjala dol, kaj tako kot v unem reklami in super, cela obleka, recimo zelena, ne, pa tako naprej. Ampak to so res cvetke vsej tej naši, bom rekla, moji dolgoletnih izkušnjah, jih lahko na roke naštejem, tako da zdaj sem pač malo bolj za hec to povedala, ampak ja, to je realnost, ne. Vse živo je. Anekdote so najbolj smešne, najbolj zanimive na koncu, pa največ se naučimo iz njih, če jih poslušamo. Tako je, ja. Taja, še ti si na vrsti. Glede na to, da si zdaj par mesecev si ti, bom rekel, lastnica, sem prav rekel, tega salona zdaj, tudi ti urejaš rezervacije in podobno. Zanima me, kje je najbolj, da se pač ne veste, ali pa ženini tudi, pri te poglasijo. Najbolj, da te kaj pokličejo, verjetno soboto ob 6. popoldan. Ali pa za heca. Pa vam še rajšče ob 3 ponoč. A ne? Ne, mi smo zdaj se malo modernizirali in je ful lažje. Imamo spletno naročanje. To so te nove stvari, ki včasih so dobrodošle, včasih pa tudi v take stvari pač še vedno rabi biti dosti osebni stik in ne moreš vse online in podobno, a ne. Tudi recimo kupovat oblek, jaz si ne predstavljam, da jih, recimo, ko smo že glih pri teh stvareh, ampak to je mogoče spet ena druga tema. Tako da trenutno je najlažje, da se stvari kar online naredijo, imamo super sistem, da se izpiše na spletni strani naš urnik oziroma prosti termini, poklikajo, dajo noter podatke, ki jih mi želimo in jih potrebujemo za rezervacijo in je to to. Zdaj, fajn je, če se vsaj teden dni prej naročiš, če pa želiš tiste ta popularne termine, kakor so pozen popoldan ali pa za vikend, sobote, je pa treba tudi mogoče še malček prej, a ne. Zdaj, seveda vsi razumemo, da so takrat dopoldan službe, dopoldan šole, popoldan več časa, ampak mi smo pa tudi ljudje, pa smo radi doma z družino in podobno, a ne. Tako da, včasih je bilo pa malo to bolj kompleksno, je šlo več prek maila, tiste je najbolj zataknilo, ker preden si ti odpisal, ponudil termine, preden so oni odgovorili, se je mogoče že prek telefona nekdo drug zbral ta terminček in zato je bilo, po telefonu ponavadi, smo mi radi kar bile tiste, ki smo kar poklicale pa zmotile ljudi pa rekle, če si vi ne upate poklicati, bomo pa mi naredile to, a ne. Drugače pa ne grizemo in smo vesele. Vidimo, če se osebno pokliče, če imaš kakršnokoli pomislek ali ne, Kakšno vprašanje. ali pa kaj zamenjal, ali pa vprašanje,
Še vedno. Jaz rečem eye to eye ali pa da se telefon dvigne, je to še vedno ta najbolj primarna stvar. To so prav, da so bolj osebni stiki in bom rekla, da zdaj recimo, to smo zdaj že neko leto in pol imamo tole naročanje. Jaz, ki sem tista malo starejša šola, ne, sem pač šla zagrizla v to, kar mi ni najbolj, ampak se je obneslo. Ampak še vedno vidim pa, da ko ti si stranko vsaj malo na telefonu, je takoj druga, ko ona vstopi noter, že takoj si nekako bolj povezan. Predvsem pa jaz sem zelo, tako bom rekla, ne bom rekla alergična, ampak zelo imam rada, če ljudje pridejo, pa da so odprti in da res, da se pogledamo v oči, ker to se mi zdi osnova vsega. In ne gre, nismo mašine, sploh pa ne za takšne dogodke, kjer so vsi nekako v nekem stanju, ko bom rekla, tako niso to predporodnem stanju, ampak to včasih pride tudi do tega, da neveste so tako vzhičene, da kar kakšne bedarije naredijo, ki mogoče jih sicer ne bi, ne. Ampak to tudi vse zastopimo, ker to je le edinstven dan in ene bi bile pač princeske, sanjajo o tem že toliko časa in je to dopustno. Jaz sem približno 20 do 25 na leto z nevesto, ko se obleče, to obleko, ki jo vidva prodata. In 18%, če ne več nevest, ki dobi obleko gor in ki jo tista najboljša prijateljica, sestra, priča, kdorkoli že, zaveže zadaj, reče, jaz ne morem dihati. Pa jaz vedno rečem, zdaj, ko sem že nekaj izkušen, spolni obleka pač, poročila se boš, pač dihaj, umir se. Ti si dala zdaj končno obleko gor na svoj poročni dan. Neka teža dobi. Ona vedno misli, da je to zategnil, da dejansko ne more dihati. Dejansko se ustraši tega, da ima malo manj zategn. Pa sem ne vem, koliko je zategnjena obleka, ampak po mojih izkušnjah nikoli ni bila to težava. Bolj je težava pač ta, teža dneva samega. Teža dneva ali pa tudi mi recimo, imamo še to recimo, če praktični nasveti, da res želimo, da stranke pridejo osebno po obleko dvigant, ne da pride. Tudi te bom prav, ne želimo, ampak zahtevamo. Evo, se je že naučila, da dejansko smo iz izkušenj zdajle res vsakoletnih prišli do tega, da ne popustimo več, da bi nekdo drug prišel po tvojo obleko, tudi če ti je bila v nulo prav pred enim mesecem. Zakaj? Ker se boš sigurno narobe oblekla, ker vzameš stvar čisto lahko, ali boš se ne vem, nekaj, kar bi te mi upozorili že prej in tako naprej. In je to ful pomembno, evo, navezano na to, da se recimo ti en dan prej, v četrtek dvigneš obleko, sobota recimo načeloma, da je en dan, dva prej imaš obleko. Ma daj se ti malo porobi še v čevlje obut. Da recimo ne boš imela dva leva čevlja, pol čistko vprašam, povem, ker tudi to smo že imela, ne, da je letela zadnji trenutek po čevlje in je pri nas v petek ob 6 pred zaprtjem vzela čevelj in seveda niti ne probati, saj vem, te sem takrat probala, jaz sem ji dala škatlo, noč sta bila dva ista, leva čevlja recimo ali pa desna in ona niti zvečer ni pogledala, ona se je obula na dan po roke, ko je prišla nazaj, normalno cela drama, ona ni mogla čevlja obuti. Kdo je bil kriv? Ja mi, ne, nismo bili mi krivi. Ker dejansko je se izmišljevala toliko, plus preletela koliko, nikoli probati ali pa kar vzeti. Ja, boljše probati. Ne, tudi ko majice kupimo v trgovini, ponavadi damo gora pred njemu iz trgovine. Sej to, no. In te stvari, res rečem, vzeti si čas, ker to imaš časa ti 1 leto ali pa pol leta, ne pretiravamo še toliko. Vdihniti, vzeti si čas in tako, kot je Taja rekla, ko to je nekaj, to naredi si kljukico in potem v easy stvari speljati, ne pa da prepustiš vse zadnjo sekundo in pa laufaš. A so one ta prave barve rož, pa tle, ko vidimo, ko pridejo iskat, čist konc od neveste ali pa vsi so napičeni, kaj se je zgodilo, 150 stvari ne štima. Pa na koncu smo mi krivi, ker tole pa zdaj ni nekaj v redu. Vdihnite. In vsaki, ki gre ven, rečeš, lejte, ne bo vse šlo 100%. Šlo bo 90%, ampak to je vse normalno in to je edin prav in vse sta naredila, da bi bilo, ampak ne more biti, ker popolnosti ni. In puste zdaj, rečete si, vse bo v redu. Tista, ki je flegma, bo vse v redu. Unaka pa itak že skozi nekaj komplicira in teži, tej se bo zakomplicira.
ker je tam gor to zapisano. In tle recimo, ko dajemo kakšne takele nauke, pa se kaj dotikamo, pa pomerjamo, ko so vse boge. Tako no, malo smo že malo mame, pa tako ne. Pa res imamo pač radi, no. Stranke, ki so, mislim, da imamo zelo v redu. No. Unih par cvetk, je pa zato, da zdaj danes o njej govorimo. Drugače pa moram reči, no, da dobre stranke, ki se vračajo, no povej ti, Taja, ki si zdaj prišla pred 7 let in koliko je tega, ne, da zdaj ne govorim. Ja, Damjana je res to zgodbo začela že toliko nazaj pisati, da v bistvu te njene prve neveste so že zdaj, mislim, imajo že zdaj toliko velike otroke, da so te punce maturantke ali pa tudi fantje, no, maturanti ali pa celo že one spet neveste, a ne, da je mogoče spet trend malo nazaj, da se malo bolj mladi poročajo. Tako da je ful, ne vem, no, vsaka po mojem 5. stranka je taka, ki je prišla ali po priporočilu nekega bližnjega sorodnika ali pa bližnjega prijatelja, ki je že pri nas v bistvu obleko vzel. In to je po mojem največji vse številke je fajn, da konec leta štima, ne. Sam še bolj ti pa to pomeni, da nekaj dobro delaš, da se vračajo po tolikih letih nazaj, pa vmes je že toliko novih stvari se odprlo, so šli recimo in večje zadeve in vse skupaj, ampak še vedno pridejo v bistvu k tebi nazaj in te pogrejo v srcu in to je tisto mogoče zadovoljstvo, ki ga niti ne pokažeš, ne, ampak v tebi noter pa kriči in si vesel, kot mali otrok, ne. Lepe zgodbe pridejo pol in dejansko se tudi večinoma teh kar odloči pri nas, prav si sploh nikamor več ne grem, ali pa grem samo še v en salon in pa ne pridejo nazaj. Tako da res vidiš, da si naredil neko delo in da se to vse skupaj obrestuje. Včasih se je to rekli minulo delo, ali pa rečemo od ust do ust, to je tako boljše. Lahko imaš ti, ne vem, včasih je bilo po sejmih, pa so bile tiskani mediji, potem si plačeval ne vem kakšne oglase na vseh koncih, pa jumbotih, pa ne vem kaj. Lej, zdaj ne, so pač drugi socialna omrežja, itak da to mora biti, a ne, ampak tam vsak zna klikati, ti pridi sem v živo in ko imaš ti en back, da je še nekdo tukaj bil, se mi zdi, da je to največja teža in zato sem ful ponosna. Da zdaj, ko grem jaz v penzijo, da gre moj otrok Krinolina naprej in da mislim, da so tukaj prave roke in energija in bom rekla karizma Taje in tudi punce so tukaj. No. Iz teh rezervacij terminov prek spleta smo prišli na ta oseben stik in na vse, kar v resnici mora biti. Ne? Pa bi svoje mnenje dodal, da dejansko tudi to, da se pač dogajajo rezervacije prek spleta, prek nekega obrazca, pač avtomatsko, ki pride kar sporočilo, na koncu pomaga pač pri tem, da smo lahko bolj osebni vsi mi, ko dobimo pač recimo poročne pare na sestanke, zato ker ne zapravljamo toliko časa na teh telefonih in vsem ostalem. In dejansko, ko pa oseba pride k nam, ki si čisto preprosto rezervira svoj termin, se pa lahko usedemo in posvetimo pač tako, kot je treba 100%. Ne? In v bistvu ne grejo 3-4 ure na dan za to, da se pač kličemo in usklajujemo in iščemo termine, ki so prosti. Tako da tudi tehnologija tukaj nam v bistvu lahko pomaga pri tem, da smo lahko bolj osebni in si več časa vzamemo pol na koncu za pač osebo, ki je pred nami. Ne? V bistvu optimizacija se temu reče, ne? Na tistih stvarih, ki niso mogoče toliko pomembne, zato da lahko vložiš pol časa tisto, kar je bolj pomembno. Tako. Pa še vmes je bilo omenjeno, da je Krinolina poročni salon bil prvi, ki je dejansko, ki so se lahko obleke sposodile, ne? Bom rekla, čisto mogoče prvi, no. Mislim, da je bila še gospa iz Maribora, Hollywood, ampak ja, dejansko se mi zdi, da sem pol jaz tukaj vsaj v Ljubljani bila tako prvimi, ki so si pol nekako rekli tudi zdaj bomo pa ne vem, časovno bo takole, ne vem, koliko časa, pa to, ker enostavno si rabo neke smernice postaviti. Ali pa tudi kasneje, ko je bilo tega toliko več, da dejansko smo začeli računati zdaj svetovanje in pomerjanje, kar je dejansko prav, ne. In ne more se tukaj kar nekdo za zabavo sprehajati, ne, pa nam termine jemati in tako naprej, pa to niso obleke, ki so puli, ki jih daš gor, tu mi moramo biti zraven, ne, niti ne dovolimo tega in zato je bilo to najprej, da se naročaš, ne, recimo naslednji korak, ne moreš kar priti, sej ne greš, ne vem, res kupati tjale v Namo neki, ne. In druga stvar je, da potem to tudi ovrednotiš. In če ti to ovrednotiš in kar je ovrednoteno, dejansko je bolj cenjeno in
tisti, ki ne misli dati 20 evrov za pomerjene poročne obleke ali pa 15 evrov za svečano obleko, tazga tudi ne rabimo. Dejansko, pejt si pa pol sam na internetu kupiti, pa ne vem, kaj se bo pol zgodilo. Ne rečem, da je to slabo. Ja, vse je danes, a ne? Ampak ne moreš pa pač na obeh stolih sedeti, a ne. Tukaj imaš drugo kvaliteto, posvetimo se ti, zašijemo ti, svetujemo še za kaj drugega, ne samo za poročno obleko. In ok, se itak se plača, pa se potem prek spleta naroči, kar je tudi v redu, ker saj veš, kaj pol ja, ne, dobiš. Ampak vse ima eno mejo in jaz rečem vedno, da če smo ljudje normalni, je tudi to razumljivo. Jaz rada vidim, da pa mi iskreno tudi včasih kakšna pove, a ne, in se ful zahvali, dobimo veliko dobrih, kako bi rekla, pohval, kako smo, zaradi vas je meni zdaj osebno ful lažje, da sploh vem, da bom dobila kakšno obleko, ki mi pač pristoja, ker ima samo podobo zelo slabo in smo ji odprli oči, da je seveda tudi lepa in da bo žarela, a ne. Tako da te stvari so fajn, a ne. Tudi kakšna pisma smo včasih dobili, še včasih iz kakšnih medenih potovanj, ko sta šla na obletnico, pa recimo, da je prišlo v Krinolino zahvala za 10. obletnico, ne, zaradi vas in pač tako, tega dogodka se spominjamo in tako. To je pa kar lepo. In glih to da neko dodano vrednost vsemu skupaj na koncu, kar delaš, da te potrdi, da je to tisto pravo, Tako. kako pristopiš do človeka. Ja, mi smo tukaj kar res v zelo osebnem stiku z vsako nevesto, ne. In že pri samem preoblačenju si ti v bistvu pomagaš, si zraven v garderobi, se človeka dotikaš, ke zapenjaš, ke pomagaš oblačiti in sem tja. Tako da ja, moraš v bistvu res stopiš v njen čisto osebni prostor, a ne. In je fajn, da je potem res neko sproščeno vzdušje, da ti stranka se lahko pač mislim, neko kar izpove, ampak da ti zaupa, tako no. In da v bistvu si zelo na osebni ravni, ni to tako, kakor da greš nekam po obleko, pa tudi če tam prodajalko vprašaš, a mi pomagate to pa to najti, ni to to, kakor, a ne, pri nas, ne. Tako da, kar se pa ja, pač spletnih nakupov tiče, je pa tako še potem čisto druga pesem, tam pa tako z nobenim sploh ne komuniciraš, vse, kar je poklikaš in je to, a ne. Tako da, ampak čisto prav je, da pač vse je na voljo, vsak si mora najti svoj del, kamor ga pač si lahko ali privošči ali kjer se najde. In prav je, da so različne opcije in da lahko vsak izbere tisto, ke Pa pri nevesti, recimo, večinoma smo danes pri nevestah, kar se mi zdi nekako logično, no. Tudi procentualno, če pogledamo, je veliko večji procent salona namenjen nevestam kot ženinom. A oni že pridejo vedno z idejo, pač hočem kupiti obleko, hočem si jo sposoditi. A dejansko tudi tukaj vidve pomagate, svetuješ, oziroma zdaj ti, no, pomagaš in svetuješ pri tem dejansko, a bi jo pač imela za vedno pri sebi, ali bi si jo sam sposodila. Zdaj moram reči, da slovenska populacija je kar na 90% temu, da si sposoja. Kakor smo to rekli, je to nekako v kulturo prišlo. In če nimaš ti neke specifične želje, ravno zaradi tega, ker imaš neke posebne želje okrog fotkanja ali pa, ne vem, hočeš biti res brezskrben, pa vedeti, da ne rabiš, ne vem, čuvati obleke oziroma da lahko z njo glih kar hočeš delati, ne, jo punce ponavadi sposodijo. Ker recimo mame njihove pa to so še kupovale in vejo, da še vedno tista obleka zdaj v omari Ki je rumena, stoji. ki jo ne more več Tako. nikamor imeti. Zavzemaj prostor v Ja. omari. Tako. Tudi ni to, da bi zdaj hčera hotela isto obleko oblečiti ali pa nekaj, ni te sentimentalne vrednosti, a ne. Zdaj tu pa tam se kaka najde, seveda, ke je izven tega, tu pa tam kaka hoče, da je toliko unikatna, da reče, jaz pa nočem, da ima pred mano nobena to obleko ali pa tudi za mano potem, da je to samo moja obleka. Tako da ja, obstaja neki manjši procent takih, ki bi želele kupiti. Pol so pa tukaj še seveda ti naši outleti pa razprodaje, ke enostavno, ker se obleke sposojajo, zato da lahko ti novo kolekcijo nabaviš, moraš tudi neki oblek pač v bistvu od nekaj njih se posloviti in na ta način potem to narediš, da v bistvu toliko znižaš ceno, da je pa potem bolj smiselno v bistvu kupiti, kakor pa sposoditi, a ne. In vse je super, bom pa tukaj na tem mestu, ke si je bilo glih vprašanje glede izposoje, izpostavila eno stvar, kar pa tudi jaz nisem vedela,
dokler nisem tukaj začela delati in v bistvu, ker mi je bilo tako logično, niti midva nisva to nikoli skomunicirala, ampak sem to potem z strankami skomunicirala. Tujci, razen Balkana, v bistvu nikjer drugje ne sposojajo obleka, ne? Ja, zahodna Tako da smo lahko recimo Slovenci kar malo ponosni na to, da recimo niti Italija, niti Avstrija, ki so že naše sosede recimo, tudi Skandinavija, kaj šele drugi kontinenti, nikjer ne sposojajo oblek. Kakor je nam to tako zelo samoumevno, ker je, tako kot sem rekla, toliko že zakoreninjena ta ideja zdaj v naših glavah, ne, toliko je pa recimo samo tamle čez mejo, da to ne obstaja, ne. Pa zaradi tega pride kakšna nevesta čez mejo, samo zaradi tega, da si sposodi obleko. Tudi. Se tudi zgodi, Ampak ne? imamo tudi zgodbice, da si na skrivaj sposojajo, ker recimo Italijanke so vraževirne in Ne smejo zvedeti, da ni njena, ne? Aha. Ker Reče, tam bom to pa raje slabo tega julija smolo. spravila, pa grem raje, namesto da grem na Tenerife, grem pa na Maldive, ne, mogoče da za avion toliko več. Ma vsega je, no, ampak jaz mislim, da danes, če čisto povzamemo, je enostavno toliko na trgu vsega in toliko je opcij pri izboru česarkoli, da vsak ima res možnost svoje kreacije in se odloča in za obleko in za, ne vem, fotografa, kje bo, kaj bo, koliko bo nečesa. Da tukaj je v zdajšnjem času kar fajn, no. Jaz pred vsakim fotografiranjem nevesto, spet vedno nevesto, ker ženi niso vse lažje se gibajo po prostoru v svoji obleki, kot nevesta v svoji, vprašam, a je tvoja obleka ali je sposojena? Da veva, do kam greva, kaj si ti želiš, bravo, kako to želiš bi jaz uživati, pohvalila. kaj si lahko pač privoščiš. Ja, ker če si nekje na polju, pač ja, hitro je lahko težava, No, a ne. tako sem prej rekla. Ja, ne. se hitro lahko zgodi karkoli. Saj, če je to njena obleka, je ne bo motil. Pa tudi, da se obleka mičkeno maže, vsake rečem, na koncu dneva bo obleka malo umazana, ti koš plesala, tudi v poročni dvorani mičken bo od spodaj Ob umazan. normalni uporabi je to še vse Ja. v redu, samo to so ekstremi, ko smo rekli. Ne? Tako, Ali ja. pa recimo, če ti ena reče že vnaprej, da ona zdaj gre z avionom tja in da itak hoče kupiti in da si hoče še to pa to narediti, ker bo potem itak skočila v vodo in bo potem imela neko zlato sariko tam ali ne, mislim, karkoli že drugo. In seveda, super, ne, vemo, pri čem smo. Tako da fajn je, no, da se pogovarjaš čim več, točno to, kar ste vi rekel ali si ti rekel. No. In Gremo se tikati, ja. mi tudi tle pri nevestah probamo biti tudi čist kole, ja, čim več. Zdaj vam pa še jaz eno vprašanje postavila. Pa bi ti kot fotograf recimo želel, da bi bilo več kupljenih oblek ali, Ja, mislim, itak. koliko te to omejuje, to me zanima. Mislim, vsekakor bi si želel, da je več kupljenih oblek, ker pa bi v bistvu moja kreativa svobode. ne bi imela v bistvu nobene meje, konec koncev, recimo. A ne. Imel sem eno nevesto, ja, samo eno nevesto v celi svoji zgodovini, ki je rekla, da bo skočila v vodo, ko je bilo prej omenjeno, pa ni mogla, nažalost, tudi ona ne. Je bila noseča na svoji poroki in pol ni bilo več volje za kamorkoli skakati, ko je pač prišel ta trenutek, mislim, te trenutki. Tako da ja, v bistvu konec koncev, jaz bi si želel mogoče, da je več oblek, pač, da so neveste lastnice njih, ki bi se lahko malo več privoščili pa to, ampak tudi če bi bilo tako, še vseeno jaz ne bi gledal zdaj na to, da pa ok, zdaj pa to tvoja obleka, zdaj pa dajmo mi njo uničiti pod narekovaj, dajmo mi zdaj ne vem kaj delati. Ne vem, Malo bolj si sproščen, ker veš, da tudi če gre kaj narobe, ne bo zdaj konc sveta, recimo. tako ja, pač nočem nevesti jaz namerno stroška narediti pa karkoli, tudi če sposojena obleka ali kupljena, ne. Ampak bi bilo pa več bi pa bilo možno, oziroma več odgovorov Torej, bi bilo, ja. punce, če želite kreative da je ne bo samo meja, potem kupite obleko. Tako ja, kupite obleko, ja. No. Ali pa recimo, če še klele najbrž je to iz vašega stališča tudi super. Pa Iz zdaj- mojega. Mislim, fotografskega, sem se hitro zvekla. Ne, da recimo so predporočna slikanja, kjer imate vi čas in se lahko mogoče bolj svobodno še kaj zgodi, ne? Ampak to se mi zdi recimo, da je tudi en tak ključ, ker na unem samem dogodku ponovadi vsega zmanjkuje časa, pa so kakšni otročki, pa mogoče unkrat je dež, pa si niso tako zamislili. In potem na koncu je časovnica za te lepe fotografije čist premala, kar bi vi kot fotografi, ti kot fotograf rad, ampak
da ne prideš na koncu, in je mogoče fino, da imaš predporočno slikanje. Tako da jaz bom še povedala, da je lani se za krono in piko na tortici, češnjo na tortici moja hči se poročila in smo vse te, kako se reče, izkušnje iz vseh let in seveda novodobnih organizacij nekje lansirali v to poroko in smo si dejansko naredili dan tako, ki je bil, mislim, se je verjetno večina si jih, da smo si dali točno to in predporočno in manj stresa, če že glih ni bilo idealno vse za njih 2 posneta. Ne. Jaz v 12 letih nisem priporočam. imel sreče. Velikokrat se pogovarjam, pa so azijske poroke tako narejene, da dejansko pripotujejo recimo v Evropo Ja, ja. in se tukaj ne vem koliko časa, teden, 2 mesece, odvisno ja. pač od tega, Ja. koliko si lahko tudi privoščijo, verjetno vozijo po teh naših starodavnih mestih, za njih vsaj, no. Prav tako, ker so pač za njih tako romantične in vse ostalo in se tukaj fotografirajo in pol v bistvu s temi fotografijami tudi v bistvu enega od poročnih dni, ki jih pač ponavadi več dni trajajo pri njih poroke, malo zapolnijo s tem, da pokažejo vse to. No, pri meni so pač predporočna fotografirana vedno pač v nekih klasičnih oblačilih, na popolnih lokacijah, a pa na lokacijah, ki so pač za njiju, ja, tako ja, pomenljive, kjer sta se spoznala ali pa karkoli že. super je. Tako da tudi jaz v bistvu predlagam, ja, da imamo mogoče narediti kako predporočno fotografiranje v poročnih oblačilih, ne samo v nekih klasičnih pač vsakodnevnih oblačilih, ker bo lahko fotografije veliko boljše, pa pač tudi lokacije bojo lahko popolne, pa vreme bo lahko popolno, pa Saj ne to, vem ne, kaj, vse ja, časa bomo imeli v nedogled. To mislim, da imamo kar vsi enake izkušnje. Ja, ker tudi na poroki recimo najboljše pač fotkati v tem golden houru, v zlati uri, ko je pač malo pred sončnim zahodom, ampak takrat je tudi najbolj 6 večerjo, ne. Pač to je, da jaz razumem ljudi, ker tudi meni je najbolj 6 večerjo takrat, ko slače, ne pa pol 10 zvečer. In to je zelo težko skoordinirati v enem dnevu vse, pa mi Slovenci, mislim, na slovenskih porokah je večinoma sta 2 obreda, ne, pač cerkveni in civilni in dejansko veliko enega časa gre v vse dogodke, ki so in pa samo fotografiranje. Jaz bi rad čim dlje bil na tem delu poroke, bi rad fotografiral, ne vem, 3-4 urice, bi se mogoče pelal s helikopterjem gor na Triglav ali pa kam, ampak seveda, da nimamo teh možnosti, pač, ne, to je zelo redke poroke so take. Tukaj recimo bi pa pol še dala, da se gre skupna bomo kar grdo rekla, poročna industrija, če se temu reče, da bi sodelovali čim več vsi. In jaz rečem res, da organizatorji porok so zdajle kar v porastu v zadnjih letih. In točno tele teme, ki se jih zdaj mi dotikamo, kdaj bi bilo to, kako rab fotograf za kaj, da recimo se ure prav postavijo, da potem, ko ti rezerviraš zdaj tamle un obred, mislim, narobe si ga rezerviral, ne, pa nimaš zdaj možnost več prestaviti. Ampak pol, če pa ne moreš, ker ne bo dejansko šlo čez, najboljša opcija za fotkati, ja, mogoče pa prej nareče kaj ali pa eni tudi pol, no, tako. In tle je pa povezava vseh ponudnikov oblek, ponudnikov poročnih storitev, tudi ful pomembna in če omenjam zdaj še en termin, ki se pojavlja, navidezna poroka, ki recimo se nekje pokažejo trendi različnih tipov porok, da je lahko mladoporočencem bistveno lažje predstavljivo, kaj zdaj pomeni, ne vem, gozdna poroka, gorska poroka, mestna, grajska, vinska, kaj še vse ta, ja. No, v glavnem, temu primerne potem tudi stile, a ne, dekoracije, ne vem, iz tega ven torte, iz tega ven vragolije, programcev, skratka, zdaj je tako veliko vseh možnosti, da jaz mislim, da zdajšnji mladoporočenci ne boje meja, ampak treba se je prej spraviti k stvari, pa zaključiti, pa kljukce delati in da imaš neko pomoč mali strani, ki te usmerja, tako kot en arhitekt. Če greš ti zdaj se prenavljati stanovanje, hišo, graditi, mislim, nismo vsi za vse pametni, a ne? Nekdo mora vleči rdečo nit in ta ti tudi pomaga, no, tako da mi sodelujemo kar s parimi temi, se pravi organizatorji oziroma si pomagamo in marsikaj pride ven tako bistveno boljš, kot če bi bili brez. In tudi povejo pol, feedback je v redu. Pozitiven, ja. No, jaz bi se mogoče navezala za zaključek malo na to misel, ker ponavadi, ko pride nevesta po obleko,
vse vzame, ker vidiš, da je konec vsega, jo vedno jaz tako z eno mislijo vsako pospremim čez vrata. In to rečem, tako dolgo si organizirala ta dan, ali pa sta organizirala ta dan, tudi finančno vsi vemo, da je to zalogaj. Dajte, prosim, čim bolj uživati v njemu, ker prehiter mine. Mislim, to v bistvu govorim iz izkušenj, ko sem na začetku, ko sem začela to delati, stranke spraševala, kaj je bilo tisto, kar bi mogoče popravile, kaj je bil problem. In večinoma so rekle, ok, malenkosti so šle narobe, ampak koliko je šlo to hiter, napram tega, koliko si to organiziral. In zato, punce, dajte uživati ta dan, dajte se sprostiti, dajte vso delo prepustiti drugim, ponudite tudi žlahto, boljš na koncu koncev, da njih, čeprav vsi vemo, da vsi hočejo uživati, ne? Ampak še vseeno boljš, da oni mogoče kako stvar pomagajo, pa imajo nič res, kakor pa da ti, ker na koncu koncev to je za tebe samo enkrat, svat si lahko večkrat. Še boljš pa, ja, poročne organizatorke, mogoče se komu zdi, da so neka novodobna trend in ne vem, tako še ekstra zapravljanje denarja, ampak ne, v bistvu, če hočeš uživati svoj dan, daj njej oziroma ostalim. Važno je, da si ti oziroma vidva uživata, sproščena in da sta sam 100% v momentu, ker samo enkrat je. Organizacija poroke se en dan pred poroko mora končati, vsaj za ženina in nevesto. In on vas jutri, ko se zbudita, morata sam še iti čez vse postopke, treba se obleči, pa make-up, prije pa frizura, to vse razumem. Ampak vse to mora biti sam še pač nek užitek za ta dan, ne. Dejansko morata pozabiti na organizacijo, morata to delo razporediti, če nimata nekoga, ki zna to razporediti. In tudi jaz lahko sam pohvalim poročne organizatorje in organizatorke, ker tudi nam je stokrat lažje delati. Ker se ponavadi se recimo pri obredu starši še usedejo spredaj, pol pa vsi stali zadaj so pa prazni, ne? Ker nihče se ne bi usedel, se bo gospa, ki je starejša, se bo gospod, ki je tako, pa ne vem kaj vse. Ja, nekdo Vsi mora se biti morate tam, usesti. ki Ja. vleče niti, ki vita, ne, to recimo je fino, da se organizator, ki že je, kaj, da se, Mikrofon je fajn. da se recimo spozna s temi, ki so ključni, ali pa vi kot fotografi, recimo, da veste, kdo so glavni protagonisti. Seveda. Da ne vem, ne fotkaš tam kar neki, pa mogoče spustiš pa čiste glavne, ne. Pri nas je Tako da- lažje, ki mi začnemo ponovadi že dopoldne pri njih in spoznaš starše, spoznaš priče in tako naprej, sestre, brate, in dejansko veš, kdo je kdo in tudi dejansko, če pride oziroma ko pride, da se kje zgodi, da je kje narobe, pa to niso velike stvari, veš, koga vprašati, ker ne nevesto, pa če ne nevesta ni Tako, tista, ki bo na tako. ta dan odgovarjala, bo njena sestra veliko lažje in bolj mirno uredila stvari. Kak je malenkost, ni ponavadi, ni da smo avto pozabili, pa ne moramo naprej, ampak kaka reč, ne vem, zgodilo se nam je, da pač poročne sveče ni bilo, ne. Zakaj bi nevesta to rihtala? Pač mi svečo rabimo, zakaj bomo to zrihtali, dajmo mi to urediti, ona pač rabi samo svečo na konec tam, ne. Ona ne bo tega rihtala ob 11 dopoldne na poročen dan, pač ne gre. Se je pač zgodilo, nekdo bo to uredil in v hotelu ima sveče, če nič drugega. Stvari se rešijo. Jaz bi za konec, je bilo že nekaj anekdot, ampak mogoče eno, da zaključimo na tak funny način. Eno anekdoto še, katerakoli se bo odločila, da bo povedala. Dajmo še nekaj zanimivega povedati za konec. Ne vem, kaj bi zdaj rekla. No, mogoče moj čevelj je bil super, no. No, ja. Je bil dva enaka čevlja, no, ampak zdaj, Mogoče lahko jaz eno povem. Tako da bodo mogoče poslušalci ugotovili, da nismo mi tukaj samo roboti, ki prodajamo vse skupaj in da sam kljukice delamo, to smo ena obleka več, še ena. Ampak v bistvu, enkrat sem bila na eni poroki, tudi sicer sem malo sodelovala, ker sem pomagala poročni organizatorki in nevesta je imela našo obleko. Mi smo za to nevesto recimo to obleko zelo uredili in celo obnovili. In kar veliko dela vložili, mislim, ni bilo to zdaj direkt za njo naredo, ampak smo rekli, ok, dajmo to v tem trenutku narediti, ona bo pa pač pol to bolj vesela, a ne. No, in na kar se ženim preseneti nevesto in to je bila res zelo bogata obleka, na kar ženim preseneti nevesto z motorjem in jo iz obreda do gostilne, ker se je bilo pač praznovanje naprej, odpele z motorjem, ne. Nevesta samo mene pogleda
Jaz sem samo stran pogledala, ker sem rekla, jaz zdaj ne morem reči, ne boš pred vsemi svati. Obenem pa pač sem vedela, kako je to rizično. Ne? In pa res ona dva Zdaj, obleka je bila tako le približen na tako, ne? Vsa še bolj bogata. Ampak je ni Imela bila je- obleko, da bi jo ti prijel, ampak je bila tako. Vse povsod. Ja, Ja. In jaz rečem, ok, zadiham, pozabim na to, delam svoje delo naprej, jih mi pač čakamo pri gostilni. Recimo, takrat se je še šopek pozabil, sem še to potem reševala. Ona dva sta šla vmes fotografirati, da to so te malenkosti, Ja. ki se lahko zgodijo. A ne. Je na prejšnji lokaciji šopek pozabila, v glavnem pridemo mi tja, ona stopi, ona dva z motorjem se pripeljeta, med tako v krogu so bili vsi svatje, na sredino. In ona sam dol stopi, ker sam vidiš plamen iz obleke. Oh, Ampak to je bil tako, ni bil tako, da bi Ja. se krona zagorela. Je bila sekunda, ampak pač videl si, da se je obleka za sekundo vžgala. Ne? Hitro pogasimo. Jaz sem šibala tja k njej, gledala, da je pač ona prvo v redu, valjda prvo me za njo skrbel. Pa sem se pa začela tudi za obleko sekirati. In dejansko sem jaz Kaj bi potem šefica v rekla? joku. Ja, jaz sem se pa še odgovorila. Zraven si bila. Tako. Ja. Jaz sem pa, ker sem se malo pomirila, Damjanom, ne vem, 10 zvečer v soboto klicala, ne, in ji na pol joku povedala, ne, da me je ona pomirila, vse v redu, vse je samo obleka, bomo rešili, ne. Ampak tako, nismo mi tukaj sam, da kljukce delamo, ampak dejansko skrbimo in za vas, in te obleke so v bistvu kot neki naši otroci, vse imajo tudi imena, mi jih božamo, mi se pogovarjamo z njimi, a ne. Če bi nas kdo tle poslušal, zdaj prim tam le Lolito, a tam ima ona še to za narediti, da nekdo stop noter, kva zdaj, kdo tle, se mi 10 ljudi. Tako da, ja, no, mislim, pri nas to zgleda nekako tako, kot smo zdaj povedali in pridite te naše otročke malo pogledati. Vsekakor najlepša hvala za vajen čas, za iskrenost, za pripravljenost, za to, da smo lahko šli tudi globje, kot so sam najna pripravljena vprašanja ponujala tem, ker Ja, luškano ste sprašali, moram reči. ja, ampak Hvala vama te za vajeni povabilo. odgovori olajšajo vse skupaj nekako, ja. Nač, ja, in Izvoli. še, da rečem, da sem vesela, da je zdaj Krinolina šla naprej in da lahko vsa ta znanja predajamo in vabimo vse. No, tako da. In, Jaz lahko rečem Srečno. vsem poslušalcem, da tukaj je bilo prijetno, pač energija je prava, Hvala. vse ne veste, pač pridite, ženjeni tudi z njimi, pa si najte svojo obleko. pa svatice tudi. Tako, seveda. Ja. danes Če, smo to nismo malo danes, spustili. če nismo danes informacij dost povedali za ženjene, povejte pač v nekaj komentarjih spodaj, pa bomo še eno epizodo za ženjene posebej pripravili. Ne? Vsi, ki ste gledali video, se pa pač jih ga polajkite, podelite med vse, da bojo vsi vedeli, da je tukaj prijetno in da so vsi vabljeni sem. Ja, pa se vidimo čez kako leto, ko bo ženjeni na vrsti, a ne? Lep pozdrav.